pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na konferenci Global Green Destinations Days, ki je potekala na Malem Lošinju in v Zagrebu, so razkrili letošnji seznam top 100 trajnostnih destinacij sveta. Nanj se je uvrstila tudi Kranjska Gora. Tema tokratne konference, ki sicer velja za enega najpomembnejših globalnih dogodkov trajnostnega turizma, je bila usmerjanje turističnih tokov in problematika prekomernega turizma. Kranjska Gora si kot destinacija zavzeto prizadeva za trajnostni in odgovorni turizem. Z vsemi novostmi, ki jih uvajamo, pomembno prispevamo k ohranjanju kakovostnega bivalnega okolja za lokalno prebivalstvo in za obiskovalce. Uvrstitev med top 100 na svetu nam daje potrditev, da se pomikamo v pravi smeri in bomo z nadaljnjim razvojem trajnostnega in odgovornega turizma nadaljevali tudi v bodoče, so ob uvrstitvi med top 100 trajnostnih destinacij sveta sporočili s Turizma Kranjska Gora. Ta teden so minirali skalni podor na Belci. Izvajalec je bilo Ministrstvo za okolje in prostor. Zadnji podor se je na Belci zgodil lani konec oktobra. In kaj čaka Belco v prihajajočih dneh in tednih? Trenutno poteka gradnja prvega dela obvozne gozdne ceste Belca-Jebca in to je tisti prvi predpogoj, da se bo lahko pristopilo k trajni sanaciji skalnega podora. Gradnja gozdne ceste se je začela v konec meseca aprila letošnjega leta in računamo, da bo končana v mesecu novembru. Oziroma dela so že tako daleč, da pravzaprav ni več ogrožen ta rok, da ne bi bila končana do konca meseca oktobra. Potem sledijo pa nadaljnji koraki in sicer trajna sanacija skalnega podora. Projektna dokumentacija za trajno sanacijo je izdelana in trajna sanacija pa pravzaprav predvideva odstranitev skalnega podora na tako imenovan kamnolomski način. To pomeni z izvedbo etaž pod naklonom, ki bo pač omogočal stabilnost te brežine. Ja, zelo smo zadovoljni s tem zadnjim miniranjem. To je bil kar uspešen poseg in 20.000 kubikov plus minus po navedbah strokovnih služb, ki so bili odminirani, predstavlja v bistvu res eno tako varovalko in mislim, da je precej bolj varen področje po temu delu, ko je to odpadlo zdaj in tudi nevarnost zajezitve v bistvu zdaj ni več tako velike. Tako da jaz mislim, da zadeva poteka optimalno, tako kot sem pa rekel. Kot župan moram z svojim strokovnim službam predvsem zagotoviti varnost. Šele na to se v bistvu rešujejo gospodarske zadeve, se pravi eksploatacija lesa, planine, pašništvo in drugo gospodarjenje v dolini reke Belce, pa seveda tudi sanacija teh delov poškodovanih pregrad v notranjosti. Daljšo oddajo o sanaciji Belce si boste lahko na naši televiziji ogledali v prihodnjih dneh. Oktober je preventivni mesec, ko tudi po šolah in vrtcih potekajo vaje evakuacije. Ta teden so jo imeli v vrtcu v Ratečah.
tako da se je v vrtcu, da se je zgodil požar in smo izvedli evakuacijo otrok v vrtcu, oziroma sta vzgojiteljica izvedla evakuacijo, ko smo mi prišli na kraj požara, so bili otroci že iz vrtca, mi pa smo sam pogasli požar pa prezračili prostore. Na vaji je sodelovalo 5 gasilcev iz Rateškega prostovoljnega društva. Vsekakor je to dobrodošlo za gasilce in za otroke, da se navadijo, da se ne ustrašijo požara, da pravilno odreagirajo in izvedejo ta prav postopek evakuacije. Preteklo sončno nedeljo so v Bohinju že 7. zapored izvedli dvig in potop bohinjca. Gre za fermentiran napitek, ki se sicer ne sme imenovati vino, ker bohinj pač uradno ni vinorodni okoliš, a je postopek pridelave povsem vinski. Jaz mislim, da je ta potop vina v Bohinjsko jezero en dogodek, družaben dogodek, ki pa se je že razvil v kar precej množično zadevo, saj kar se tiče oddajalcev v narekovajih grozdja. Moram reči, da ko se pohvalimo, da imamo v Bohinju vino, nas ljudje kar čudno gledajo, ko pač nimamo trt, nismo vinorodni okoliš, a vendarle letošnji pridelek, tudi ta, ki je šel sedaj v jezero, moram reči, da je odličen okus in pa tudi odlične barve, tako da jim je odlično uspel in je prva trgatev ali pa prva ta pridelava je kompletno bila narejena v Bohinju. Ni se vozilo nobenim drugim vinarjem, ampak so vse postopke so izvršili tu doma. Tako da je ta, bom rekel, letnica letošnjega vina prelomna. Jaz mislim, da je to prav, da se vse stvari naredijo tukaj v hiši in doma pri sebi, tako da lahko trdimo, da je res bohinjc. Tako kot nam vreme služi, moram reči, da vsako leto je lepše vreme za ta dan, tako da se že potem vidi, da je ta dogodek sprejet tudi drugje. Tako da jaz mislim, da je prav, da s tem nadaljujemo in da se ljudje še bolj množično pač vključijo v to akcijo oddajanja grozdja. To je grozdje, ki nam rase po raznih terasah in pa po hlevih, tako da mislim, da to ni kakšno kvalitetno, ampak je pa dosežek, da z tega grozdja nekaj naredimo in da je dobro. Kot pa se za vino spodobi, ga je pred povratkom v jezerske globočine blagoslovil bohinjski vinski župnik. Rojen in dozoren si bil na bohinjski zemlji, negovan in vzgojen z bohinjskimi rokami, krščen po zapovedi svetega Martina in vinskega boga Bakusa, kateremu te sedaj darujemo in prosimo za milost, da nam tudi naslednje leto nakloni dobro letino. Tvoja upojnost izročamo globinom Bohinjskega jezera, ki se napaja iz skritih vodnih zakladov slapa Savice, s katero smo te krstili. Tam boš čakal dne, ko boš ponovno obujen in dvignjen iz globočin, obogaten z izkušnjo, ki jo bodo dala leta staranja na dnu jezera. Tvoj von bo še bolj mamljiv in tvoj okus bo še bolj zrel in upojen. Daj te steklenice bohinjca v naročje Bohinjskega jezera, v zahvalo naravi in v dar vinskemu bogu Bakusu. Naj mu bo prizanešeno v viharjih globin po svetem Martinu in vinskemu svetniku in bogu Bakusu. In tako bodi. Bohinjsko vino ima namreč privilegij, da ga vsako leto simbolično potopijo v Bohinjsko jezero. Vino je shranjeno v Bohinjskem jezeru, našem biseru, na globini 45 metrov.
naši vrli potapljači ga vsako leto v bistvu skrbijo za njega, ga pa tudi vsako leto dvignejo prav za to priložnost in ga tudi pol potopijo nazaj. Moram pa povedati, da samo potapljači vejo, kje je ta naš zabojček. Ja, skrivnosti ne smemo povedati. Je pa lepo spravljen na globini 25 metrov, na konstantni temperaturi, tako da mu ni nič hudega. Ribice ga merkajo in je super. Čist dober. Čist dober je. Sem da naš res povedala, kje je. Ne bom, viš, da ne, čist skrivnost. Je pa treba poudariti, da je bohinj v celoti pridelan v Bohinju. Tako kot smo se za letnik 2018 potrudili, to se pravi prvič v zgodovini Bohinja ga zdaj skletarimo v Bohinju in to v vasi Bitne, pri enemu našemu vinogradniku smo najeli klet, v bistvu je bila to mlekarna, z mlekarnem smo preuredili v klet. In mi ga vsako leto, lani je bila izredna letina in ga en teden ga pustimo na tropinah, to se pravi, da dobi iz kožic barvo, aromo in zato je letnik 2018 temnejši, še bolj okusen in res je super. Ravno tako bo pa letnik 2019, ki smo ga pred enim tednom smo obrali, razpecljali in lih jutri imamo dogovor, da prešamo. Res, da bo manjša količina kot je letnik 2018, ampak mislimo, da kvaliteta bo pa enaka ali mogoče še boljša. S potopom je bila zadovoljna tudi bohinjska vinska kraljica. Letošnji potop je uspel, tako da smo tudi letošnje leto 2018 uspešno potopili. Sonce super, vreme je zdržal, tako da je prav luštno tukaj na obali Bohinjskega jezera. V Bohinju pa ne pridelujejo samo bohinjca. Že drugo leto pa imamo tudi novost bohinjčka, tukaj za male naše kraljice pa kraljeviče in vse otroke. Tako da smo letos se bolj organizirali glede otrok in pripravljamo, zdaj tukaj promoviramo to zadevo. Vsi, ki smo v tej vinski zgodbi, to počnemo s srcem. Odzivi ljudi pa nam kažejo, da smo na pravi poti. Veseli me, da znamo v Bohinju tako lepo stopiti skupaj in narediti tako lepo in dobro zgodbo. Je zgodbo o bohinjcu in potopu pozitivno sklenila vinska kraljica. Prihajajoči konec tedna bodo dogajanje v Kranjski Gori zaznamovali 22. Lavtižarjevi dnevi. Vsako leto jih pripravljamo, zdaj so že 22. po vrsti in v letošnjem letu se mi zdi, da nam je uspelo združiti 5 zelo dobrih prireditev, ki jih bo možno ogledati v letošnjih Lavtižarjevih dnevih, ki se bodo zvrstile od četrtka 24. oktobra do nedelje 27. oktobra. Če začneva potem kar pri četrtku, kaj bo prvi tisti dogodek, ki bo privabil gledalce, obiskovalce v malo dvorano Ljudskega doma v Kranjski Gori? V četrtek 24. oktobra začenjamo Lavtižarjeve dneve z vrhunskim alpinistom Lukom Stražarjem, ki je dobitnik že 2 zlatih cepinov. To je prestižna nagrada v alpinizmu. Imel bo predavanje o vseh dosežkih, ki jih je dosegel z naslovom V iskanju ravnotežja. Potem petek bo plesno obarvan tule na odrskih deskah Ljudskega doma. Ja, v petek smo tokrat prvič v Ljudski dom povabili plesalce iz plesnega kluba Forma iz Ljubljane z gosti in sicer nam bodo predstavili plesno predstavo Carmen, kjer se dopolnjujeta jazz in step. Predstava je zelo zanimiva, navdihujoča in upamo, da bo navdušila tudi vas. Sobota bo potem v znamenju gledališke predstave? Ja, seveda, ker smo gledališko društvo, med se vedno povabimo tudi gledališko predstavo. Tokrat si bomo ogledali tragikomedijo Edvarda Flisarja.
z naslovom Kaj pa Leonardo. K nam prihaja gledališče pod Kozolcem, kulturnega društva Šmartno ob Paki in sicer Kaj pa Leonardo je predstava, ki je bila leta 1993 nagrajena z Grumovo nagrado in seveda je predstava, ki je vredna ogleda. V nedeljo pa potem kar 2 dogodka, prvi bo namenjen otrokom, drugi starejšim. Ja, seveda vsekakor v Lavtižarjevih dnevih nikoli ne pozabimo tudi na otroke, zato organiziramo otroško predstavo Miškolin, ki bo ob 16. uri. Zvečer pa zaključujemo tokratne Lavtižarjeve dneve z klapo Semikanta iz Primorske. Dejali ste, otroška predstava bo ob 16. uri, kdaj bodo ostali dogodki? Ostali dogodki bodo vsak večer ob 7:30 zvečer. Vsi se bodo vrstili v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Morda lahko še enkrat poudariva, predavanje alpinista bo v mali dvorani, da se ne bo kdo ustrašil in odšel, ko bo videl, da na velikem odru ni nikogar. Ja, vsekakor. Na velikem odru je v tistem času kino predstava, zato smo se odločili, da bomo alpinista povabili v malo dvorano. Drage gledalke in gledalci, poglejmo, kam se še lahko odpravite v prihajajočih dneh. V sredo ob 18. bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem predavanje Karla Gržana, ki potuje po Sloveniji in predava o medčloveških odnosih, odpuščanju in o tem, kako ljubiti človeka v njegovi resničnosti. V četrtek v Ljudski dom v Kranjsko Goro znova prihaja Moj kino. Na ogled bodo Tačke na patrulji, Mali jeti, Zlohotnica, Vladarica zla in Džoker. Ustvarjalna delavnica za odrasle Glina bo v knjižnici v Kranjski Gori v četrtek ob 17. Delavnice vodi Matic Benet. V petek ob 17. bo v Liznikove domačiji v Kranjski Gori predavanje Tatjane Dovžan Eržen z naslovom Ljubenski lončarji in njihovi izdelki. V četrtek ob 17. bo redna seja Bohinjskega občinskega sveta. Sejo bomo prenašali tudi na naši televiziji. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!